Napovedano je bilo, da naj bi govoril o zgodovini modernega rasizma, skratka, da bi predstavil neke teorije rasizma in tudi opisal neko zgodovinsko genezo tega fenomena. Zdaj, ta projekt se je izkazal za mečken preveč širokopoteznega ali pa mogoče malo preveč pretencioznega, tako da sem se zaradi tega odločil, da ravno mečken zamejim to tematsko polje, skratka ne bom govoril o recimo rasizmu na splošno, pa ne bom mogel pokriti v tem predavanju ful nekih različnih oblik rasizma, ampak se bom primarno, ne sicer samo, ampak zlasti osredotočil na neko specifično obliko rasizma, ki je antisemitizem. Zdaj pač ta fenomen mogoče, ali pa recimo neko govorjenje o tem mogoče ni ravno najbolj politično interpelativno, pa mogoče ta problem v domačem političnem polju ni ravno najbolj pereč, ampak bom poskušal pokazati, da je vendarle na nek način aktualen, politično aktualen tudi za levico. Zdaj, problematiko antisemitizma bi rad uvedel z nekim primerom, bolj aktualnim izpred 2 let, ko je na Bližnjem vzhodu, v bistvu se tega se verjetno spomnite, bil je zelo medijsko pokrit dogodek, eskalacija konflikta med Hamasom in izraelsko vojsko je pripeljala do vnovičnega vojaškega konflikta, v katerem je umrlo približno 2200 Palestincev, skratka, žrtve so bile predvsem na palestinski strani in od teh 2200 Palestincev je bilo približno 1400 civilistov. Od teh civilistov je bilo to veliko nekih otrok ali pa mladoletnih oseb. In zdaj, agresija izraelskih obrambnih sil v Gazi je povsod po svetu spodbudila neke zelo jezne, ostre pa čustveno nabite odzive. Na eni strani je šlo za povsem upravičene obsodbe izraelske vlade in tudi izraelske vojske zaradi pač nasilja, ki ga izvajajo nad Palestinci in zaradi dolgoletnega militantnega ekspanzionizma na območju Gaze in drugih področji, kot tudi zaradi raznoraznih rasističnih politik do Arabcev in muslimanov. Ampak po drugi strani je šlo pa za vse prej kot upravičene izbruhe sovraštva do Židov. Recimo v Franciji in Nemčiji je prišlo do požigov ali pa do nekih oskrumb sinagog in tudi recimo v Nemčiji, v Bochumu je prišlo do raznoraznih shodov, kjer so udeleženci vzklikali recimo gesla, kot so Hamas, Hamas, Juden in zgas, Hamas, Hamas, Žide v plinske celice. In hkrati so v javnosti širile neke govorice, pospešene, sicer so bile že prej dovolj razširjene, ki bi jih lahko imenovali pač govorice o Izraelcih. V marsičem pač spominjajo na neko besedičenje, ki ga je Adorno imenoval govorica o Židih. Recimo v Minimi morali Adorno zapiše pač v nekem aforizmu, v neki vrstici, antisemitizem so govorice o Židih, s čimer poskuša nekako poudariti, da ta podoba Žida, ki jo slika antisemitizem, nima veze z nekim dejanskim Židom, ampak pač z nekim zarotniškim govorom o njem. In podobne govorice se recimo pojavljajo o samem Izraelu. Izraela se recimo ne obravnava kot neke dejansko obstoječe države, ki je vpeta v politične in vojaške konflikte z drugimi državami, ampak kot nekakšno državo z velikim D, skratka državo, ki poseduje izjemno, celo skrivnostno moč. Govori se o tem, da Izrael v spregi z Združenimi državami Amerike obvladuje celoten Bližnji vzhod ali pa celo nadzoruje celoten svet, čeprav bi že neka recimo površna analiza geopolitične situacije na Bližnjem vzhodu pokazala, da obstajajo recimo vsaj 3 enako ali pa še bolj močne države, kot je Izrael, recimo Saudska Arabija, Iran, Turčija, pa mogoče še kakšna država. Zdaj, tudi ko se govori recimo o tem razvpitem izraelskem lobiju, se ga ne obravnava kot eno interesno skupino med drugimi, ampak kot neko skrivnostno svetovno velesilo, katere modus operandi je neka mednarodna zarota. Zdaj, Izrael tudi ni obravnavan v teh govoricah kot neka moderna
politična entiteta, ki se pač cepi na državo na eni strani, pa na civilno družbo na drugi strani. Zaradi tega se večkrat predpostavlja, da za vsako sporno dejanje izraelske države avtomatično kriv vsak Žid. In ta konspirativni diskurs o Izraelu, ki je razširjen tako v Evropi kot na Bližnjem vzhodu, pa ne samo na desnici, ampak tudi na levici, v bistvu najpogosteje temelji na identifikaciji Žida in Izraelca in je po formi zelo podoben ali pa vsaj soroden antisemitskemu diskurzu, ki je bil v zgodnjem 20. stoletju, v bistvu še preden so nacisti prišli na oblast, razširjen v Nemčiji. Razlika je predvsem ta, da so takrat namesto o svetovni nadvladi Izraela in ZDA govorili o svetovni nadvladi Židov in velekapitala iz Velike Britanije. In dobršen del evropske levice je bil v zadnjih par desetletjih v teh svojih odzivih oziroma neodzivih na neredke manifestne izraze antisemitizma v zadregi, zlasti, kadar je bil antisemitizem zavit v neko klasično levičarsko antiimperialistično retoriko. In tudi marsikdo je bil ob antisemitskih izpadih pripravljen nekako zamižati na eno oko. Simptomatična je recimo izjava nekega znanega italijanskega sindikalnega vodje, Giancarla Desideratija. On je v času vojne v Gazi, leta 2008 in 2009, na obtožbe o antisemitizmu v lastnih sindikatih odgovoril takole. 50 let nas je skrbelo za Žide, ker so pretrpeli holokaust, a sedaj je čas, da nas skrbi za Palestince, ki so današnji Židje. V podobnem slogu so tudi nevaren porast antisemitizma na Bližnjem vzhodu mnogi označili za nek pojav, ki je pač morda nezaželjen, ampak vendarle razumljiv in upravičen odziv na represivno politiko Izraela. Mnogi so pa problem antisemitizma v kontekstu kritik Izraela preprosto poskušali pomesti pod preprogo, tako da so ponavljali, da pač antisionizma ne smemo enačiti z antisemitizmom. Kar je seveda res. Nedvomno je, da vsaka kritika Izraela ni antisemitska. Vsekakor je možno in tudi potrebno formulirati ostro kritiko politike izraelske države, ki ni antisemitska, no vsezadnje več takšnih kritik že bilo formuliranih in podanih. In prav tako je treba kritizirati vladajoči izraelski režim, ki obtožbo antisemitizma pogosto uporablja kot neko orodje diskreditacije precej utemeljenih kritik politike Izraela na Bližnjem vzhodu. Zdaj, neko neposredno enačenje kritike Izraela z antisemitizmom, s katero se v bistvu izraelske oblasti otepajo kritike, temelji v bistvu na paradoksno, na enaki redukciji kot omenjene govorice o Izraelcih, ki pa v bistvu so antisemitski, skratka na redukciji Židov na izraelsko državo. Navsezadnje pa tudi lahko vsaka diskreditacija kritike Izraela z antisemitizmom vodi do neke konspirativne politike sumničenja, ki je v bistvu isto značilna za sam antisemitizem. Skratka, pogled, ki za vsako kritiko Izraela najdeva neke skrite pritlehne motive, je zelo soroden pogledu nekega antisemita, ki za vsakim dejanjem Žida vidi neke pritlehne, skrite motive. Skratka, nočem reči, da je vsaka kritika Izraela antisemitska, tako kot pač vsaka kritika Obamove administracije ni nek prikrit rasizem proti afroameričanom, tudi pač kritika Netanyahujeve vlade pač ni nujno nek prikrit antisemitizem. Ampak vendarle, nič od tega nas nekako ne opravičuje, da bi ignorirali manifestne izraze antisemitizma, ki v bistvu so tudi v porastu v Evropi. Tako v središču, recimo v Franciji, po raziskavi upravljeni leta 2002, 42% Francozov verjame, da imajo Židje prevelik vpliv v poslovnem svetu, 46% pa jih meni, da Židje preveč govorijo o holokaustu. In zdaj enako velja recimo za obrobne države v Evropi, Madžarska je zelo zloglasen primer, tam je na zadnjih volitvah stranka Jobbik dobila približno 20% glasov z zelo izrazito antisemitskim programom. Zdaj, še bolj zaskrbljujoče je v bistvu stanje na Bližnjem
vzhodu, ker recimo zanikanje holokausta je bilo v Siriji in v Iranu vzdignjeno na raven uradnega stališča vlade. Ne? In tudi v Egiptu recimo ni bilo nenavadno, če so ugledni zgodovinarji kak protokol sionskih starešin obravnavali kot legitimen zgodovinski vir. Mogoče veste, da protokol sionskih starešin je nek razvpiti pamflet, ki govori o nekem načrtu židovske svetovne nadvlade. Prvič je bil natisnjen leta 1903 v Rusiji, potem je pa v 20 letih v ZDA ta znani industrialec Henry Ford financiral ponatis 500 000 izvodov pamfletov, ki so bili distribuirani potem po ZDA. V 50. po 60. letih so se pa v bistvu te pamfleti začeli pojavljati tudi še na Bližnjem vzhodu. Tudi je zelo bizarno, da se recimo v Egiptu občasno na najbolj gledanih televizijskih programih pojavljajo kakšne srednjeveške zgodbe o recimo židovskih ritualnih umorih, po katerih naj bi Židje recimo morili nežidovske otroke in njihovo kri uporabljali pri nekih svojih ritualih ali obredih. Zdaj, tega porasta antisemitizma v arabskem svetu ali pa drugje nikakor ne smemo obravnavati pač kot nekega razumljivega ali pa upravičenega odziva na represijo izraelske države nad arabskimi narodi, ker po tej logiki bi lahko tudi antisemitizem nacionalsocialistov v bistvu nekako interpretirali kot upravičen ali pa racionalen odziv na ponižanje, ki so ga pač doživeli Nemci, so bili poraženi v prvi svetovni vojni, potem so jim z Versajsko pogodbo naložili astronomske vojne reparacije, za katere so vedeli, da jih nikoli ne bodo mogli odplačati od tega, da so jim vzeli nek zelo velik del ozemlja. Skratka, kar hočem reči, da se moramo varovati tako pred tem, da bi se v imenu neke grožnje antisemitizma odrekli kritiki očitno rasističnih politik izraelske države. Skratka, takšna logika bi implicirala, da je pač dobro pasivno ali pa celo aktivno sprejeti nek domnevno manj slabši rasizem, zato da ne bi prišlo do razrasta nekega pač slabšega rasizma, kot tudi obratno, da bi se zaradi nekih rasističnih politik izraelske države odrekli kritiki antisemitizma ali pa ga celo poskušali upravičiti kot nek legitimen odziv na te politike. Mislim, da prav nezmožnost pripoznanja neke grožnje antisemitizma je bila ena od poglavitnih hib, recimo marksistične in tudi socialistične levice v prvi polovici 20. stoletja. V 20. letih 20. stoletja v Nemčiji v bistvu nobena od vodilnih strank, takrat sta bile glavni dve stranki, v bistvu nemška socialdemokracija, SPD, pa nemška komunistična stranka, KPD, nobena od njih ni nekako resno in sistematično problematizirala antisemitizma takrat uspenjajoče se nacionalsocialistične stranke. In antisemitizem je bil prisoten celo v njihovih lastnih vrstah. Recimo Ruth Fischer, znana komunistična političarka, je nekega poletja leta 1923 nemške študente pozivala, da pač potolčejo židovske kapitaliste in jih obesijo na mestne svetilke. Leto kasneje ona v bistvu postala vodja nemške komunistične partije. In tudi v zgodnjih 30 letih je recimo KPD delila letake, ki so prikazovali Hitlerja, ki se pač brati z nekimi nadnostnimi židovskimi kapitalisti. Tudi potem, ko je nacistična stranka leta 1933 prevzela oblast in začela z nekim sistematičnim procesom deemancipacije Židov, v bistvu nobena od teh socialističnih strank ni resno naslovila problema antisemitizma. In enako v bistvu velja tudi za stranke drugod po Evropi. Mnogi vodilni marksisti ali pa socialisti so bili sicer med prvimi, ki so ostro obsodili fašizem, ne pa tudi antisemitizma. Recimo ena od zelo redkih izjem je bil Lev Trotski, ki je že recimo v 30 letih opozarjal na potencialno
škodljive posledice, ki bi jih lahko imel antisemitizem nacistov. Sicer je seveda možno, da nek sistematičen boj proti antisemitizmu tem vodilnim levim strankam v Nemčiji, da jim ga je preprosto preprečila intenzivna represija, ki so jo bile pač deležne strani nacističnega režima. Ne vemo, da so bili voditelji teh strank preganjeni, da so bili člani pogosto podvrženi terorju in da sta bili obe stranki v bistvu ilegalni, potisnjeni v podzemlje. Ampak zdi se, da so grožnjo antisemitizma podcenjevali tudi marksisti, katerim nad glavo nekako ni visel Damoklejev meč, skratka neki teoretiki, ki niso bili politično ali pa življenjsko ogroženi. Za primer lahko navedem recimo teoretike frankfurtske šole. Horkheimer je recimo problem antisemitizma prvič naslovil šele leta 1939 in takrat je antisemitizem opredeljeval kot nek prehoden pojav, ki za fašizem nima osrednjega pomena. Je zgolj, pravi Horkheimer, sredstvo za zastraševanje prebivalstva in služi nekim drugim ciljem fašističnega gospodstva. Tudi Franz Neumann je leta 1940 v podobni maniri zatrjeval, da je nacionalsocializem možno razumeti brez ozira na tako imenovano židovsko vprašanje. 2 leti kasneje, torej 1942, ravno takrat, ko so nacisti s polno paro začeli eksterminirati Žide, je pa Neumann še vedno poudarjal, da antisemitizem ni nek cilj na sebi, zgolj neko občasno sredstvo, ki ga nacisti uporabljajo za uresničevanje nekega svojega ultimativnega cilja, ki je bil po Neumannu preprosto uničiti vse demokratične, svobodne institucije, ki lahko ogrožajo nacistični režim. In simptomatično je tudi, da sta Adorno in Horkheimer, ki sta veliko pisala o antisemitizmu po drugi svetovni vojni, mislim, da tudi dosti prispevala k razumevanju tega fenomena, antisemitizem začela obravnavati šele potem, ko so v javnost pricurljale neke informacije o najbolj ostudnih nacističnih zločinih v koncentracijskih pa eksterminacijskih taboriščih in šele takrat tega pač razglasila za nek bistveni moment nacionalsocializma pa za neko osobno vprašanje človeštva, kakor že. V luči te zgodovinske izkušnje odziva oziroma neodziva klasične socialistične levice na antisemitizem pred holokaustom in tudi neke vztrajnosti antisemitizma po holokaustu, je na mestu po mojem nek ponoven razmislek o antisemitizmu. Zakaj pravzaprav gre pri modernem antisemitizmu? Treba poudariti, da sovraštvo do Židov še zdaleč pač ni nov pojav. V evropskih državah se je močno razširilo predvsem v srednjem veku. Žide so od 11. stoletja dalje začeli posebej preganjati zaradi 2 bistvenih razlogov. Prvič, v času križarskih vojn, ki so se začele leta 1096, se je zaostrilo cerkveno sovraštvo do Židov. Skratka, uveljavilo se je neko prepričanje, da je treba Žide preganjati in celo pobijati, enako kot muslimane, ki so takrat zasedli sveto deželo. In v obdobju križarskih pohodov je pogosto prihajalo do nekih pogromov nad Židi. V Evropi, kjer praktično ni bilo nobenih muslimanov, so Židje postali neko primarno žrtveno jagnje verskega fanatizma kristjanov in tudi nek prvi grešni kozel za razne katastrofe, od epidemij do vojen, do lakote in tako dalje. Hkrati se tudi razvila neka obsesija o židovski nečistosti. Židje so bili najpogosteje obtoženi nekih obrednih umorov ali pa oskrumbe hostje. To je zelo zanimivo, da je v imaginariju kakih zelo visokih cerkvenih oseb ali pa skolastičnih teoretikov ta fenomen židovske oskrumbe hostje tako zelo pomemben, ker v bistvu po tem uradnem rimsko-katoliškem nauku o transsubstanciaciji v bistvu pri evharistiji, pri svetem obhajilu pride do tega, da se hostja spremeni v Kristusovo telo, pač vino se pa spremeni v Kristusovo kri in potem pač, ko imamo opravka s hostjo, imamo dejansko opravka s Kristusovim telesom in če Židje onečastijo ali pa poteptajo to hostjo, to pomeni, da pač spet znova obredno vedno znova ubijajo Jezusa.
In zdaj drugič, Židi so začeli povezovati tudi z osovraženo podobo oderuhov. V 12. stoletju je zaradi razmaha trgovine po eni strani prišlo do skokovite rasti denarja in kredita, po drugi strani pa katoliška cerkev začela vedno ostreje sankcionirati posojanje za obresti. Skratka, oderuštvo, ki je bilo itak nemalokrat obsojeno že v Bibliji, je bilo v srednjem veku strogo zaničevano. Vsi veliki očetje skolastike, od recimo svetega Bonaventure do Tomaža Akvinskega, so imeli oderuštvo za smrtni greh. In tudi Dante, recimo povsem v svojega časa, v božanski komediji te oderuhe postavi v tretji pas 7. kroga pekla. Skratka, Židje so te oderuhi, židovski oderuhi so bili na slabšem mestu kot recimo sodomiti. Zdaj, od 12. do 14. stoletja so se zvrstili tudi številni cerkveni koncili, od recimo drugega lateranskega koncila leta 1139 pa do Vienskega koncila leta 1431, od katerih so si vsi v bistvu z vedno tršo zakonodajo proti obrestim prizadevali nekako iztrebiti to hudičevo seme oderuštva. Zdaj, odločilna je bila pa tudi odločitev cerkve, da istočasno Židom prepove opravljanje številnih produkcijskih dejavnosti. Recimo, ta odločitev je bila sprejeta na 4. lateranskem koncilu leta 1215, in ravno ker je bila Židom prepovedano opravljanje nekih produktivnih dejavnosti, so jim v bistvu kot možni vir zaslužka preostale zgolj neke dejavnosti, ki so bile pa pač v očeh javnosti tretirane kot zavržene ali pa protinaravne. Skratka, to je bilo posojanje denarja in to je bila trgovina. Prav tako v nasprotju s kristjani, Židje s posojanjem denarja samim kristjanom v bistvu niso kršili biblijskih predpisov. Stara zaveza jim recimo prepoveduje le posojanje denarja pripadnikom iste skupnosti, skratka posojanje denarja samemu židovskemu ljudstvu, ne pa tudi posojanje denarja tujim skupinam. Zdaj, kot posledica gospodarskega razmaha se je sicer pač od 12. stoletja dalje, zlasti recimo v 13. pa 14. stoletju, s posojanjem denarja začeli ukvarjati tudi vedno več kristjanov. Ampak prav Židje so bili tisti, ki jih je bilo najlažje poistovetiti s to uničevalno močjo denarja in obresti, zaradi tega, ker so bili zaradi bivanja v getih, vsiljenih predpisov o oblačilih in tudi zaradi nesodelovanja pri nekih krščanskih obredih, najlažje jih je bilo zaradi tega v bistvu poistovetiti z neko tujo skupino. Zdaj, židovski oderuhi, v narekovajih, so bili zato v srednjem in v začetku novega veka pogosto obravnavani drugače od krščanskih oderuhov. Zaprav, krščanskim oderuhom je sodilo cerkveno sodišče, ki je bilo pač do oderuhov veliko bolj prizanesljivo, medtem ko je tem židovskim oderuhom sodilo laično, pa veliko bolj strogo sodišče. Recimo Ludvik Sveti je v Franciji izdal izjemno strogo zakonodajo, ki je zadevala predvsem židovske oderuhe, ne pa tudi krščanskih oderuhov. In zdaj to usporedno tlačenje oderuštva in židovstva je utrdilo in tudi hkrati nekako očrnilo zavrženo podobo oderuha, ki je pa bil poistoveten z Židom. Zdaj, v modernem antisemitizmu, ki pa se pojavil v bistvu v drugi polovici 19. stoletja, nekako usporedno z vzponom kapitalizma, pa ta religiozni moment nima več nekega osrednjega pomena. Še vedno je sicer bistveno to enačenje Žida z grabežljivo, oziroma neko podobo grabežljivega in parazitskega oderuha, ki se pač žene samo za denarjem, ampak kot recimo izpostavi Michael Heinrich, ta podoba oderuha dobi v novih in spremenjenih okoliščinah moderne meščanske družbe drugačen pomen. Skratka, v
feudalnem gospodarstvu sta imela trgovski in obrestvonosni kapital obrobno vlogo, zato sta se tudi grožnja denarja ali grožnja obresti in trgovine sta se kazali kot kot neka grožnja, ki se nahaja na margini družbe ali pa ki od zunaj napada to feudalno družbo. Z vzponom kapitalizma pa ravno trgovina, maksimiranje dobička, obrestvonosna dejavnost postanejo neki temeljni principi organizacije družbe in ker pač moderni antisemitizem podobo Žida priklene na te principe meščanske družbe, se bistveno razlikuje od antisemitizma v predmeščanskih družbah. In ko bom poskusil pokazati v nadaljevanju, se močno razlikuje tudi od drugih vrst predsodkov ali pa diskriminiranj, ki so značilne za ostale tipe rasizma. Skratka, samo če ponovim še nekako to poanto, v srednjeveškem antisemitizmu so Židje predstavljali tujo skupino, ki je bila locirana na margini in je od zunaj razjedala temelje krščanske feudalne družbe. V modernem antisemitizmu se pa pač sama načela konstitucije lastne družbe projicirajo na Žide. In v bistvu to ne velja samo za ekonomske, ampak tudi za neke tipične kulturne značilnosti moderne družbe, so recimo mobilnost, intelektualnost, kozmopolitskost in tako dalje. Skratka, antisemitizem te značilnosti pripisuje Židom in hkrati te značilnosti razglaša za dekadentne. Moj še Poston poudarja, da se moderni antisemitizem v mnogih pogledih bistveno razlikuje tudi od ostalih modernih oblik rasizma. Ena od razlikovalnih značilnosti antisemitizma je v tem, da Židom pripisuje neizmerno moč. Skratka, objekt nekega klasičnega rasizma je običajno pač določena rasa, zdaj ni važno, je ta rasa določena kulturno ali biološko ali na kak drug način, ampak pomembno je to, da je ta rasa vedno obravnavana kot inferiorna. Skratka, objekt antisemitizma, to je Žid, pa na nek način nastopa celo kot superioren. Antisemitska ideologija Žide pogosto prikazuje kot neka vsemogočna bitja, ki nadzorujejo celotne države, nadzorujejo celotno gospodarstvo, kontrolirajo tisk, so nadpovprečno inteligentni in pretanjeni. Recimo slavni filozof Heidegger je denimo govoril o skrivnostni sposobnosti kalkuliranja, ki jo posedujejo Židje, in Židje ne bi bili le pač omnipotentni, ampak tudi omniprezentni. Se pravi, pač pri ostalih oblikah rasizma tudi nižja rasa vedno nastopa kot neka konkretna grožnja. Skratka, to grožnjo vidiš pred sabo, recimo neka horda črncev pride v civilizirano državo in začne posiljevati ženske, krast, denar in tako dalje. Židje pa zastopajo neko abstraktno, neoprijemljivo, ne takoj vidno grožnjo, ki je v bistvu univerzalna. Skratka, Židom se ni treba niti pojaviti, da bi nam grozili. In mislim, to fantazmo spet odlično formulira sam Heidegger, ki reče, svetovno židovstvo je vse povsod neoprijemljivo, pri vršenju svojega vpliva vztraja, ne da bi se mu bilo treba vmešavati v vojskovanje, medtem ko smo mi primorani žrtvovati najboljšo kri naših najboljših ljudi. Skratka, tudi moderni antisemitizem Židov ne dojema zgolj kot preprosto ene etnične skupine ali pa ene rase med drugimi. Že Adorno in Horkheimer sta recimo zapisala, da za antisemita Judje niso manjšina, ampak neka protirasa, negativni princip kot tak. In podobno poudarja Heinrich, ki pravi, antisemitizem Judov ne zaznava preprosto kot pripadnikov druge skupnosti, temveč kot razkrojevalce in uničevalce sleherne skupnosti. Antisemitska ideologija tako vsebuje nek moment, ki je bil v preostalih evropskih rasnih ideologijah 19. in 20. stoletja odsoten, ker slednje so rasno zapiranje vedno upravičevali na podlagi neke domnevne zaostalosti, pač ali neke nesposobnosti, nedoletnosti nižjih ras. Skratka, v Afriki ali kjerkoli drugje obstajajo neke rase, ki niso sposobne upravljati svojih dežel, zato so jim, recimo, velesile priskočiti na pomoč z
kolonizacijo. Ne, zdaj, v antisemitizmu pa v bistvu Židje sami nastopajo kot neka monstruozna, vsemogočna velesila, ki je sposobna tako upravljati, kot tudi uničiti celoten svet. Ne. In v recimo ideologijah rasizma kolonialne dobe v 19. pa prvi polovici 20. stoletja je bil recimo status subjekta rezerviran izključno za bele ljudi. Ljudje so bili takrat seveda moški meščani, medtem ko so bili pripadniki drugih ras reducirani na objekte. Ne, in ne samo recimo v ideologiji, ampak tudi v praksi. Ne. Vemo, da je bilo takrat v evropskih kolonijah in tudi v Združenih državah Amerike zelo razširjeno blagovno suženjstvo, skratka, ne vem, črnce ali kakšne druge sužnje je bilo dejansko možno kupiti ali pa prodati na trgu kot neko reč. Ne. Zdaj, pri antisemitizmu je pa spet, tukaj pride do neke inverzije, je ravno obratna zgodba, ker antisemitizem pa ravno Žide obravnava kot edini dejanski subjekt. Ne. Pač ravno Židje so tisti, ki naskrivaj odločajo o naši usodi, medtem ko smo mi vsi drugi zgolj nek objekt, ne, zgolj nek surovi material, s katerim manipulirajo Židje. Ne. In ta logika je tudi zelo dobro prikazana na kakih nacističnih plakatih. Zelo znan je nek propagandni plakat, na katerih so na eni strani pač voditelji kapitalističnega zahoda, na drugi strani voditelji socialističnega vzhoda, zgoraj je pa v bistvu nek Žid, ki vse skupaj pač drži na nitkah in na skrivaj pač upravlja usodo celotnega sveta. Zdaj tudi, če izpostavim še eno razliko, v teh rasističnih ideologijah 19. in 20. stoletja je bil dokaz za manj vrednost določene rase pogosto neka njena neobkrotljiva posebnost, zaradi katerega se ta rasa nekako ne more umestiti v register občosti. Skratka, problematičnost manj vrednih ras je v njihovi nezmožnosti, da bi presegle vpetost v neko svoje primitivno življenjsko okolje in ta pogreznjenost ne, v njihovo partikularno življenjsko substanco jim pač onemogoča, da bi postali zgledni meščanski individuumi. Zdaj, v antisemitski ideologiji je nekoliko drugače, ne, ker se Žid ne pojavlja toliko v nekih primitivnih podobah, ampak v izrazito modernih podobah, ne, med katerimi prevladujejo zlasti podobe kakega intelektualca ali podobe kakega pravnika, ali pa seveda, kot sem že večkrat omenil, trgovca ali pa bankirja. Zdaj, še ena figura, ki je bila zelo pogosta, predvsem v nacizmu, je tudi podoba Žida kot revolucionarnega proletarca in bolševika. O tem bom par besed povedal na koncu. Ne? Zaenkrat bi rad samo poudaril, da te podobe, ki so si na prvi pogled zelo različne, vendarle imajo eno bistveno skupno lastnost. Skratka, druži jih to, da pripadajo nekemu registru občosti, nekemu registru univerzalnosti, ki grozi, da bo izničil vsako posebnost. Ne? Recimo, Žid intelektualec je pač zavezan neki sferi razuma, kjer operira v bistvu zgolj z nekimi abstraktnimi pojmi, recimo, ki so razvezani od neke čutnosti, ki so razvezani od dejanskega življenja. Ne? In nacisti so bili v bistvu zanimivo zelo podobno kot taki sodobni neoliberalci, zelo naperjeni proti neki abstraktni teoriji. Recimo, če navedem primer slavnega nacističnega fizika Johannesa Starka, on je razločeval med arijsko, pragmatično fiziko, ki ne bi bila pač eksperimentalne narave in ne bi ciljala na empirično realnost. Potem na drugi strani je bila pa židovska dogmatična fizika, katere predstavnik je bil seveda Einstein. Ne? Njegova pač teorija relativnosti ne bi se pač gibala izključno v neki vzvišeni in od sveta otegnjeni sferi abstraktnih formulacij. Ne? In Adorno in Horkheimer tudi poudarjata, da pač ta odmaknjeni Žid, intelektualec lahko postane predmet zavisti, ne? Ker je videti, kot da, zdaj citiram, kot da misli, česar si drugi ne privoščijo in ne preliva potu naporov in telesne moči.
Druga podoba Žida, ki sem omenil, je nekako figura pravnika. Pogosto so Židje prikazani kot neki prekanjeni odvetniki. In zdaj, zakaj ravno pravniki? Pač tudi Žid kot pravnik se nahaja v neki sferi, ki se iz vidika neke vsakdanje dejavnosti ali vsakdanjega življenja kaže kot najbolj izumetničena in tuja. Pač pravo je neko mesto nasilne nivelizacije, nekega nasilnega izenačevanja, ki se v bistvu požvižga na razne kulturne ali pa drugačne razlike med posamezniki, zato ker vse ljudi obravnava kot abstraktne in formalno enake individuume. Kot rečeno, najpogosteje je pa Žid v antisemitski ideologiji izenačen s podobo trgovca ali pa bankirja. In to, skratka, s podobo nekoga, ki v sferi gospodarstva nastopa v sferi cirkulacije denarja, torej tudi v sferi, ki se kaže kot najbolj oddaljena od nekega produktivnega, trdnega in merljivega dela v sferi produkcije. Zdaj, status Žida je v bistvu antisemitizmu analogen statusu denarja. Denar pa v sferi cirkulacije sprva nastopa kot obči ekvivalent, skratka kot nek ekvivalent, ki raznovrstnim blagom daje telo za enoten izraz. Skratka, v nasprotju z neko raznoliko, barvito zbirko blag kot uporabnih vrednosti, je na drugi strani denar, ki predstavlja neko abstraktno bogatstvo, skratka predstavlja tisto, kar je na vseh teh blagih enakega, neka samostojna podoba enakovrstne menjalne vrednosti. Zdaj, reprezentira skratka občo in abstraktno in kvalitativno homogeno dimenzijo blagovnega sveta, ki stoji nasproti posameznim blagom, ki pa reprezentirajo to posebno in konkretno dimenzijo blagovnega sveta. In zdaj citiram Marxa, je bistvo pač teologije denarja v tem, pravi takole: kakor so v denarju izbrisane vse kvalitativne razlike med blagi, denar kot radikalni izenačevalec briše vse razlike. Konec citata. Zdaj, treba poudariti, da denar ni, tukaj se zadeve malo zakomplicirajo, ni zgolj reprezentacija neke sfere občosti, ki bi bila zoperstavljena sferi posebnega, ampak je neka občost, ki je upredmetena oziroma utelešena v nečem posebnem. Skratka, denar je v posebnem blagu upredmetena univerzalna občost vseh blag. In ta obskurni značaj denarja Marx opiše z nekim slikovitim primerom. Zdaj, dovoljte samo še en citat. Marx pravi takole: to je tako, kakor da bi razen in poleg levov, tigrov, zajcev in vseh drugih janskih živali obstajala tudi še žival z velikim Ž, individualna inkarnacija celotnega živalskega kraljestva. To je konec citata. Zdaj, mislim, da ima ravno tak paradoksen status v antisemitski ideologiji figura Žida. Tudi Žid ravno v svoji posebnosti nastopa kot neko utelešenje izkoreninjene sfere občosti. Skratka, ta toksičnost Židov je ekvivalentna toksičnosti samega denarja. In tako kot denar ni preprosto samo eno blago med drugimi, ampak neko blago z velikim B, v katerem se nasilno izničijo kvalitativne specifike vseh ostalih blag, tudi Židje niso ena skupnost med drugimi, ampak pač skupnost velikim S, skratka univerzalna skupnost, v kateri se izniči sleherna posebna skupnost. Zdaj, ker jim je, tako kot denarju, dodeljen ta paradoksen status posebne skupine, ki v svoji posebnosti neposredno uteleša občost, lahko Židje predstavljajo tako to grozečo podobo abstraktne občosti, kot tudi zloveščo podobo neke neokrotljive posebnosti. Zato, ker antisemizem Žida po eni strani prikazuje kot povsem razosebljenega, mobilnega kozmopolita, kot neko izmuzljivo figuro večnega tavajočega Žida. Se pravi, to je ta moment, v kateri je zgoščen ta negativni princip abstraktne in zarotniške antirase. Zdaj, enakega mnenja je bil tudi slavni teoretik Adolf Hitler, ga lahko citiram: termin židovska rasa uporabljamo le iz navade, se v dejanskosti in iz genetskega vidika ne obstaja nič takšnega, kot je židovska rasa.
židovska rasa je v prvi vrsti abstraktna rasa duha. Konec citata. Skratka, Židje so po eni strani antirasa, ta princip občosti in univerzalnosti, ampak po drugi strani so pa hkrati pogosto prikazani kot neka rasa, ki je v celoti vpeta v svoj življenjski okoliš. Skratka, Židje paradoksno zastopajo raso, ki je najtesneje vpeta v svojo partikularno tradicijo in tudi nekako najzvesteje vdana svojemu izročilu in hkrati pač kot nekoga, ki je na tej ravni občosti, izkoreninjenosti. Ampak pomembno je, da so predstavljeni tudi kot nekaj pač najbolj specifičnega. Tudi tukaj se iz te podobe se v bistvu napajajo številne fantazme o kakem pritlehnem in umazanem židu, ki pač prakticira neke mračnjaške rituale, obredne otroke, krščanskih otrok in tako dalje. Skratka, v antisemitski ideologiji je torej žid toksičen predvsem zato, ker v svoji posebnosti neposredno uteleša register občosti moderne družbe. Zdaj, ta občost, ki se kaže kot grožnja vsemu posebnemu, na ravni celotne kapitalistične reprodukcije dobi še neko dodatno določitev. Skratka, prikazuje se v obliki parazitskega in grabežljivega židovskega, trgovskega ali pa finančnega kapitala, ki stoji nasproti industrijskemu kapitalu. Antisemitska ideologija se namreč pač pogosto napaja iz tega naivnega razlikovanja med recimo zdravim in prizemljenim jedrom kapitalizma, recimo industrijskega produktivnega kapitalizma in potem nekim malignim, špekulativnim, neproduktivnim delom kapitala, kjer imamo pač finančni in trgovski kapital. Zdaj, pač takšna pojmovanja so seveda vedno problematična, ampak niso sama po sebi vedno antisemitska. Antisemitska so takrat, ko se ta maligna špekulativna plat kapitala poistoveti z židi. V tem primeru se pač figura žida zlije z neko podobo brezobzirnega špekulanta, ki s pomočjo bank in borze pač uporablja poštene podjetnike in prizadevne delavce. Mnogi teoretiki so recimo antisemitizem ravno zaradi tega kvazi antikapitalističnega momenta označali za neko ideologijo, ki bolj kot desnici pritiče levici. Ampak mislim, da vendarle tukaj spregledajo v bistvu neko ključno dejstvo, da je bila v bistvu antisemitska ideologija vsaj v poznem 19. stoletju, po začetku 20. stoletja vselej pač del političnih projektov, ki so bili radikalno naperjeni proti marksizmu in proti komunizmu. In tudi mislim, da je imel recimo Sartre prav, ko je rekel, da antisemit se razliko od komunista noče zgraditi nove družbe, ampak hoče očistiti obstoječo. In ta razlika se mi zdi pertinentna. Je pa tudi bistveno poudariti, da so sami nacisti Žide vedno znova enačili z bolševiki. Recimo, zelo pogosto je bil v rabi termin judeo-bolševizem, ta termin je v bistvu skoval Alfred Rosenberg, ta slavni rasni teoretik nacistične Nemčije. In judeo-bolševizem je v bistvu komunizem, ki ni nič drugega kot mednarodna židovska zarota. V antisemitskem imaginariju ima pač tudi sam komunizem izrazito židovske značilnosti. Konec koncev gre za gibanje proletarcev iz celotnega sveta, združenih v komunistično internacionalo. Skratka, znova imamo opravka z neko mednarodno zaroto. In sicer ta ultimativna groza antisemita ni preprosto delavski razred, na nekih udomačenih ali pa rodoljubnih delavcih ni nič toliko preteče židovskega, ampak ultimativna groza antisemita je revolucionarni proletariat. In ta proletariat ima ravno spet ta paradoksen status nekega antirazreda. Kot pravi Marx, da je to v kritiki Hegelove pravne filozofije, je proletariat razred občanske družbe, ki ni razred občanske družbe, ali pa stan, ki je ukinitev vseh stanov. Ravno v tej odsotnosti neke opredelitve na ravni same meščanske družbe
proletariat na ta način po zgodnjem Marksu uteleša neko univerzalnost. Skratka, tudi proletariat ima tukaj status neke, zopet ista zgodba, status neke neokretljive posebnosti, ki v svoji posebnosti uteleša monstruozno občost. Skratka, ima status nekega razreda z velikim R. In ravno ta razred se potem v pogledu antisemita zopet kaže kot grožnja uravnilovke ali grožnja nivelizacije. Skratka, strah pred Židom, proletarcem je averzija do uravnilovke, ki nekako nasilno razkraja razredne razlike, neke stanovske razlike in tako dalje. Dobro, zdaj za konec bi samo še par besed o sami povezanosti, recimo, zarotniških teorij o Židih in samo formo dominacije v moderni kapitalistični družbi. Zdaj, moderna kapitalistična družba se od predhodnih družb razlikuje predvsem po nekem specifičnem načinu družbene dominacije. Če so v predmodernih družbah prevladovala razmerja osebne odvisnosti, se v moderni družbi vzpostavijo neosebni družbeni mehanizmi, kot so recimo meščanska pravna država, trg in kapital, in dominacija, ki izhaja iz teh mehanizmov, ne terja vedno nujno podreditve ene osebe drugi, ampak preprosto podreditev vseh posameznikov neki anonimni, abstraktni instanci. Hkrati je pa ta struktura modernih form dominacije razsrediščena. Skratka, te dominacije ni zmožno zvesti na osebno oblast določene skupine in hkrati je ta instanca nekaj, kar se lahko vsaj do določene mere reproducira spontano, skratka, brez nekega zavestnega načrtovanja. In pač ravno taka struktura oblasti, ki nekako manjka vsakašno središče ali pa neka poosebitev sama po sebi v bistvu kliče po teorijah zarote. Skratka, tem brezobraznim silom prava, denarja, kapitala, svetovnega trga, tovrstne teorije zarote priskrbijo nek obraz. In v primeru antisemitizma je to obraz Žida. In tudi v antisemitski ideologiji je Žid v prvi vrsti personifikacija te destruktivne moči kapitalizma. Nastopa kot utelešenje razkrojevalne moči denarja in kapitala in tudi nosi odgovornost za celo vrsto družbenih fenomenov, ki so pač posledica kapitalizma, od urbanizacije, zatona, nekih tradicionalnih stanov in hierarhij do porasta množičnega proletariata. Zdaj, v pogledu antisemita ravno ta nedoumljivost neosebne dinamike kapitalistične družbe postane doumljiva, ko je pač poistovetena z dominacijo svetovnega židovstva. In kot smo pač omenili na začetku, je v vseh teh zarotniških imaginarijih status privilegirane govorice oziroma status privilegirane skupine, ki naj bi stala na čelu svetovnega reda, pogosto še vedno nekako rezerviran za Žide. Te sodobne govorice o Izraelcih, ki sem jih omenil na začetku, pričajo o vztrajnosti antisemitizma. In treba se je varovati pred tem, da bi jih preprosto odslovili kot neko benevolentno trivialnost. Tukaj končujem na tej točki. Vprašanje, pripomba? Ni nujno, da je čisto povezano s temo, če je bila malo preveč specifična ali idiosinkratična, lahko se fokus debate preusmeri na drugam. Mislim, da pač, kar je pri tem problematiki antisemitizma, kar je pač tako zelo lepo pijoče, je pač pozicija levice v dogajanju pač na Bližnjem vzhodu, oziroma v Izraelu, med konfliktom med Izraelom in Palestino. In mislim, da pač zdaj trenutno je pač že razvidno vse se opaža pač v diskurzu pač
te vedno večje slipe v dejansko v nek ksenofoben govor levice, v dejansko pač veliko bolj rasističen govor levice. Ampak pač, kot si rekel, po drugi strani smo pa soočeni z realnim problemom okupacij Zahodnega brega in polne zapore Gaze in tudi. Me zanima, če imaš pač kakšno stališče imaš do tega, kakšno misliš, da bi recimo moglo biti stališče neke progresivne socialistične vlade, nekega progresivnega socialističnega projekta, kakršnega koli do same izraelske države. Recimo na drugi strani imaš ta zelo prominentni geopolitični problem, v katerem je recimo zdaj Grčija. Cipras leta nazaj nosil Arafatu in se boril za pravice Palestincev, zdaj pač zelo brez slabe vesti sodeluje z Izraelom, ker načeloma nima druge možnosti. In tudi vsaka kritika, neka kritika oblasti izraelskih strani Siriza recimo ni bila izvedena. In pač smo v taki čudni poziciji kot levica, ker pač imamo ta problem. Mislim, zdaj po tem, kar si razložil, se mi zdi, da gre za dva različna nivoja rasizma, nek rasizem proti muslimanom, ki odirajo v Evropo, ali pač antisemitizem. Ja, mislim, tukaj je zelo težko vprašanje. Mislim, nasploh je problem tako zelo kompleksen in se je res težko do njega opredeliti. Mislim, se na neki ravni je jasno, če izraelska vojska pač napada civiliste v Palestini, seveda smo na strani Palestine, ne. Ampak mislim, čisto neko splošno sliko si je zelo težko ustvariti, ne, ker konec koncev, recimo, imamo veliko levičarjev ali socialistov, ne, ki se recimo borijo za neko samo odločbo narodov ali česarkoli, vsaj to je bila recimo poglavitna tema v začetku 20. stoletja, pa tudi zdaj nekako pač recimo je diskurs držav na periferiji Evropske unije preprosto tak, da morajo pogosto, tak, da morajo države ponovno vzpostaviti neko suverenost in se rešiti recimo institucij, kot so Evropska unija, Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka in tako dalje. Ne? In zdaj Izrael na nek način pač tudi vzpostavlja svojo suverenost na zelo pač surov način, ampak konec koncev, ko pač preko genocidov in podobnega, ampak skoraj vsaka moderna država se vzpostavlja na tak način. Izrael dela pač isto, kar so delale ostale države, pač recimo 100 let kasneje. Zdaj, ampak vendarle, mislim, da tukaj... To podobno, kar dela islamska država. Ja. In zdaj seveda, ne vem, ne poznam v bistvu toliko dobro situacije, da bi lahko dejansko predlagal kak izvedljiv ukrep, ne. Pojmanje, mislim, zelo težka situacija, mislim, je pa pač jasno, da recimo, ko pride do teh spopadov, ne lahko brez kančka slabe vesti, po mojem, podpremo Palestino in ne vem, ni tukaj tako nič problematične. Mogoče ena pripomba. Pač sicer jaz nikoli nisem prav podrobno ukvarjal z vprašanjem Izraela pa antisemitizma, govorim čisto po nekem občutku informacij iz medijev in to naprej. Ampak vsem se zdi, da se nekako in izraelska država čuti bolj povezano pač z židovstvom in Žid je bolj povezani z izraelsko državo, kot bi to lahko rekla za kakšno drugo religijo in državo, ali pa ne vem, kot se državljani neke evropske države čutijo povezani pač svojo državo. In da tudi Izrael kot država pogosto pač igra na to karto preganjanja Židov v preteklosti, ne? Da je pač kritika, ne vem, v Združenih narodih, se kritike pač njihove politike pogosto odbijajo s tem argumentom, jaz ste antisemitiki. Ja. In da je mogoče zaradi tega potem tudi kakšne pripombe, kakšne kritike prehitro izpadejo lahko kot antisemitske, ker recimo ta izjava sindikalista se meni osebno ni zdela zelo sporna, ki si je tukaj izpostavil kot primer, ne? Ker pravzaprav to, da so Židje pač pretrpeli holokaust in da potem so dobili pač nek poseben tretma, logično zaradi tega kasneje, ker se je poskušal to odpraviti, to je historično dejstvo. In potem tudi v drugem delu izjave, da pa zdaj počnejo nekaj podobnega na manjši skali, ampak še vedno
pač da oni zdaj maltretirajo nek drug narod, je tudi dokaj dejstvo in pač, mislim, ne vidim, zakaj je bila ta izjava recimo antisemitska. Ja, mislim, problem je, ker se pač izogne odgovoru na obtožbo, ki je bila in da pač je v njegovih lastnih sindikalnih vrstah prišlo do izpadov antisemitizma. Ne? Se pravi, pač, seveda ni problematično, če poudariš, recimo, da so danes Palestinci na Bližnjem vzhodu v veliko slabšem položaju, kot so recimo Židje na istem ozemlju, ne? Ampak tukaj gre v bistvu samo za neko premestitev. Ne? Mislim, ne vem, zakaj ne bi bilo možno in obsoditi antisemitizem v italijanskih sindikatih in hkrati kritizirati izraelsko militantno agresijo v Palestini. Ne? Mislim, zakaj bi mogli recimo tukaj izbirati. Ne? Torej, če... Sem razumel, kot si to izjavo spostavil. Ja. Zdaj, glede pač tistega prvega vprašanja, tudi jaz zdaj ne poznam zelo nekaj natančno, podrobno zgodovine izraelske države. Mislim, da je do te identifikacije, recimo, Izraelca in Žida prihajalo v bistvu v zadnjih 30 letih vse bolj intenzivno. Ne? Pač še v 50 pa 60 letih je bilo pri veliki večini celo vodilnih izraelskih politikov pač projekt izgradnje izraelske države razumljen kot preprosto sekularen projekt izgradnje moderne države, potem ko se je v bistvu tako kot po celotnem svetu v 70-ih, 80-ih recimo z razmahom neoliberalizma diskurs obrnil na desno, so bili skozi bolj glasni tudi te glasovi, ki so v bistvu Izrael predstavljali pač ne zgolj kot preprosto ene države, med drugimi, ampak pač kot spet neka ponovna osvojitev svete države ali pa izgradnja neke religiozne entitete, ki bo tukaj poskrbela za bivanje izbranega ljudstva in tako dalje. Prvo, se mi zdi, da si nam dal ful zamisliti, no, s tem predajem vse meni osebno, tako da se mi je zelo v redu, no. In sicer predvsem to, meni si dal misliti predvsem to, na kak način se v bistvu antisemitizem razvija skozi zgodovino, no, ker izvira iz pač katoliške cerkve, ne, iz teh predsotkov, zato ker bi naj bili ljudje odgovorni za smrt Jezusa. In potem na kak način je potem v bistvu so naciji prevzeli antisemitizem, ga tudi preoblikovali in podobno. Kasneje tudi komunisti v določeni meri. Meni se zdi, zdaj pač glede tega ful zanimivo vprašanje, kako sploh še antisemitizem danes živi. Mislim, zakaj je še tako razširjena, zakaj je tako razširjen, če pogledamo različne pač politične sile na spektrih in vidimo, da pač niti liberalne sile, niti pač večina neke progresivne levice, niti, ne vem, zmerna sredina, socialdemokrati niso antisemiti, pač zgolj neke obrobne skrajne desne stranke in določeni meri skrajne leve stranke so antisemiti, a vseeno imamo antisemitizem kot, mislim, ne bom rekel ravno splošno razširjeno idejo v družbi, ampak pač ful ljudi so še vedno antisemiti, čeprav se gleda ostale politične preference, pač te antisemitizem ne bi smel skladati z njimi. To je moje vprašanje, zakaj ne? Kako je preživel? Antisemitizem ustraja še danes. Mislim, težko vprašanje se je, zdaj neki pogoji, pod katerimi se je uveljavil recimo ta moderni antisemitizem, skratka pogoji, ki temeljijo recimo na nekem diskurzu o tem, kako je glavni problem na svetu, recimo pač neko zarotniško obvladovanje sveta sa strani nekoga, ki ima v rokah vse banke, borze in tako dalje, preko neke obrestonosne dejavnosti, da se ta nek imaginarij, ki je v bistvu širši kot sam antisemitizem, ostaja, vedno ustraja, je, mislim, da pač tudi del nekih, recimo, mistifikacij, lahko bi šli pač na Marxa, ampak mislim, da bi bilo to zdaj malo preveč del nekih mistifikacij, ki ustrajajo že zaradi same logike reprodukcije kapitalističnega produkcijskega načina. In zdaj je pa vprašanje, v
kakšnih pogojih, v kakšnih zgodovinskih pogojih se v bistvu ta uničevalna sila obresti in denarja potem začne istovetiti z živi. Ne? Zdaj mislim, da eden od momentov, ki je prispeval k temu, da se to še vedno dogaja, je recimo politika Izraela na Bližnjem vzhodu. Zdaj pač, ne vem, sigurno obstajajo še drugi razlogi, ampak ja, ne bi vedno težko reči.